Dajmo videti. Dobro, v redu smo. Ok, kaj gremo? Ja, čak, moram še prežgati, najdete scenarij, vse se to. opravičujem. Za vse nevžečnosti. Zdaj pa že lahko, da bi za te epizode, ki imamo veliko materijala, da bi lahko imeli res kratek intro. Še preden mi začnemo, itak imamo intro, predintro, ne? Ja, dobro, pa sem ti si je cool. Predigre, ne, ti si v redu, ne. Predigre je fajn, valjda. Podpiramo predigro. Več predigre, ne prediravam, ampak ja. Ne, lahko prediravaš, sem poslušal Seksodrom podcast. Ne, pa se vem, itak da je, sej valjda. Kaj da tega ne prevedam, ampak ajde, eni ne vejo. Ja, ne, vsekakor. Te razsvedli nas človeče. Ne, fajn ima je tako, z ženskega stališča, gledišča, ne. Mislim, da... A si to vprašal? Ja, to vedeti, da me ne. Fajn se mi je zdel poudarek, da porn ni realno življenje. No, še rekel. A nisi slišal? Ja, dobro, mi smo že tako stari, da vemo, ampak mladinci pa ne vejo. Veš zakaj porniči niso ok? Zakaj? Ker ful nezdravo predstavo dobiš, koliko hiter pride vodovodar. Ne samo to, tudi to, da tipom ful ne pride, pa ful imajo skozi star, da tiče, bejbam pa ful hiter pride vedno. Tako, veš, to je res čudežno. Pa on lahko 3 obdela v roku 6 minut, pa nič mu ni. Stari, no. Like a boss. Ja, mislim, realno, ne? A ljudje verjamejo, recimo, kad gledajo Avengers filme, ne? Te v superherojih. Ja, ne. Isto fucking film. Govorili so, da so mladi mulci pridejo v te stvari čist neprepravljeni, pa čist mislijo, da bo to slap my bitch up, pa veš, pa so pa sami razočarani. Veš, zakaj ni to? Zakaj ne tok na tulpi? Zakaj tul? Zakaj ne tuleš? To je to. Če te sem ti ga dal not, pa ona že full tul. Da, se pravim. On že celo nogo notu napanista. Zdaj pa prstke ven, pa kuranjaka nota, ne? Mislim, se to, veš, tako, kad nisi ne Iron Man, ne, v resničnem življenju, ne? Ker tam pa na filmu pa je, ne boš rekel? Ne, sam to starši otrokom povejo, veš, za porn pa ne? Ker pač mi kot starši nismo imeli porna in ne moramo zdaj razlagati. Mislim, ali pa naši starši sploh, ne? Ja, itak, veš, ne. Kako imam foto razlagal porn ni real? Če ga kao nisi gledal. Če je gledal, kaj je gledal porno revijem, lahko. Mislim, hodil sem reči, predstavljam. Tam je bil, kakšen film je bil, sem to si mogel imeti že 16 mm, pa No, ampak ok, takrat, ko smo bili, mi smo gor rasli, takrat je bil že kakšen video, ki si da to spet nismo stari, no. Ja, sam so bili pa čisto drugačni filmi stari. To sem hotel, jih je bilo pa manj. Pa je bilo drugače, ampak še vsem so bili nerealni. Ne? So bili bolj erotični, če že kaj. Odvisno, vse je bilo vsega. Vse je bilo čisto eksplicitno. Sam spet ni bilo tok, ni bilo tako instantno. Se mi zdi, da je zdaj ta Wham Man, Thank You Man, full interneten res tako natemperan. Ne, v bistvu dejansko včasih so bili celo filmi, ki so imeli mogoče... Zgodbo. Josephine Mutzenbacher pa to, Pa pride vodovodar, pa kakšno reče, da kako pa vreme, pa to, ne. Mislim, Če dal kakšen na svet. Te objemko uporabljite, tale nov spustila vam povem. Zdaj so pač res bolj sekvence. Tako kot YouTube, ne? Na 6 minut ali na tako, jaz hotel reči 2, mislim. Kot je rabaš 6 minut. Še malo zgodbe, a veš? Da malo. Še malo pokomunicirata. Če lahko TikTok v 1 minuti full zgodbe, pa je lahko Pornič v 6. Ana Karenina, razumeš? Taka Insta. Dobar, Skratka, a bomo začeli? Zdaj se kratek intro, ne? Zdaj se pa me že vse postavili. Poslušalci, zdaj samo Peli stoji, tako da gremo. Računalnik se je postavil, to so mislim, iPad. Tako da pejmo. Mislim, shout out Seksodrom. Ja, to, absolutno, poslušajte. Fejst.
punce v te kaj izvedle, fantje pa še več, tako da vsem bo pa bolj, tako da v redu. Vsi smo imeli pa fajn. Kar je cilj, se mi zdi. Valjda. Ja, valjda. Zdravo. Mi smo Aljo, Peli in Zi. To je podcast o življenju, vesolju in sploh vsem. In o enem poglavju štoparskega vodnika po galaksiji. Naročite se, podprite nas, povejte še komu in hvala, ker širite dober glas. Ekonomsko-prijateljski program. Pelicom.bir. Koda brez panike. 10% pivski popust. Arbiša.si. Bicikli po hribu, dol gor, v robedišče, pa šatlom, da ne bo napor. Družabni smo. Posod afna, opravičujemo se tudi na TikToku. Hvala, ker ste z nami tudi v restavraciji ob koncu vesolja. PS še zmeraj ne plešemo, pa tudi najbrž nikoli ne bomo. To je že mem. Zdaj pa nazaj v preteklost. Ja, v glavnem, malo smo šli v Indijo, pa zlato srce smo najdel, mislim, sta najdla. V Vajaškem muzeju v Pivki smo opevali. No, skratka, ja. Dnevna soba, pa 4 oblačke dima, ne? Pa eno eksplozijo smo doživeli še malo pred tem. Zdaj pa užgemo ta opozoril za kvarnik. Pa smo v... A, tle pa piše 15. poglavje. Ti si opazil. To pa je, to pa je. Se vidi, da sem pozoren. Si prebral. Dobro je Peli dal tole trik. Ne, to moj ta nov čip dela zdaj, veš. Sem ful... Ja, si cepljen? Čipiranje. Si že čipiran, kaj? A ne se jebat? Valjda. Svaka čas. A zdaj že vidiš tako v matrici ali še ne še? To po drugem odmerku pride. A si tako po regelnih? Ja, visok krvni pritisk. Ok. Ja, ne, tako da je. No, pa je upanje še za nas, ne? Je, bote prišli tudi na vrsto, verjetno. Enkrat bomo vsi, če bomo prej umrli. A smel kakšne posledice? Ja, bilo je malo zoporen. Zgleda, po mojem, takrat, ko sem repetitor iskal, se veš, kako mečkar metal, ampak drugače je bilo. Se veš, kako je, a veš, kako gre baterija, če ni signala, veš, kako hitro gre. Pa malo vroče rata, pa vse to. Ne, en dan vročine, ampak pa je bilo pa kul. Ok. No, to je good. No, pa smo v 14. poglavju, ne, v bistvu. Ta je spet en tistih, ki so se očitno Douglasu, zdaj za nazaj gledam, ker vem, da je imel to drugo knjigo najrajne, da so se mu zdeli blazen dobri. Ne. Pisateljsko žilco je dober, pokazal se je, tako, za kolege pisateljne, kako se temu reče, književnike in primerjalne književnike, kar lepo je. Lepo je stilsko. Tako, lepo mu teče beseda. Tako. Alegorije so hude. Big words. Se ne vem, kaj pove, sam prebral sem v enem tem. To je spet nova beseda, speljem. Ja, tako. Dobrodošli. To je za naslednjih 50 epizod to. Kakor se spomnim, je bila prva. Vsakeč poznamo speljem. Ja. Mislim, če čisto vsakeč, ampak definitivno vsake toliko pa ja. Pa je to še osebna rast, v bistvu, ne ta podcast. Si oddajo znotraj oddaje dela. Sem nošel solo zdaj, tele cesta. Nisem šel s tem besedam, kar pet. Zdi, to si zdaj zrežil, da bi je crkva slušalka. Ja. Kaj pa če bi to en prebral v citatu, ta prvi odstavek ali pa ta prva dva, to bilo dobro. To bilo dobro, ja. Še bolj bi pa bilo, če bi citat prebral kdo, ki ima te dni frišen podcast. Eno praznovanju in zabavnih dejstvih. Čak, grem pogledat. Noro. Danes praznuje, ustvarjata ga Mojca Gorenc in Boštjan Gorenc pižama. Če poklicamo Mojča, če je frej.
Mojca, a se slišimo? Živja, se slišimo. Potem pa kar lepo povabljena, da prebereš citat. Ok, pa dajmo. 4 mlahava telesa so se pogrezala v vrtinčasto črnino. Zavest je ugasnila. Hladna pozaba jih je vlekla globje in globje v prepad nebivanja. Bobnenje tišine je pošastno odmevalo po temnem grenkem morju valujoče rdečine, ki jih je počasi goltalo vase kot za zmeraj. Po celi večnosti se je morje umaknilo in jih odplaknilo na hladno trdo obalo, kot na plavino življenja, vesolja in sploh vsega. Pretresali so jih ledeni krči, okoli glav so jim zastrašujoče plesale luči. Hladna, trda obala se je povesila in se raztegnila, potem pa je obmirovala v temni bleščavi. Strašno gladka, hladna, trda obala. Mojca, res hvala, to je bilo super. Najprej najlepša hvala za povabilo, res mi je bilo v čas, da sem lahko brala odlomek iz Štoparca. Tudi nam. Hvala ti. Ko smo pa glih na liniji, daj povej, kaj pečete v podcast Pečici s pižamcem. Nov podcast? Ja, res je, z Boštjanom delava nov podcast, ki se imenuje Danes praznuje. Planirava nekih 5 do 6 epizod. Vsaka epizoda se bo posvetila drugemu slavljencu. Poskušava se držati bolj zabavnih tematik, tudi kakšnih poučnih. Malo bova googlala, razdrla bova kakšno teorijo zarot, kakšno dejstvo, poskušala bova biti bolj zabavna kot resna. Tako da odprite svojo penino in praznujte z nama. To se sliši dobro, se že naročam. Poslušalstvo, vi pa najdete povezavo do podcasta v zapiskih ali pa če poiščete Danes praznuje v boljših predvajalnicah. Mi pa nazaj k epizodi. Ja, imam fani trivijo, bobnenje tišine. Ne? Ok. Kako je the roar of silence, ne? Ali neki? Tako je, to sem pošilil. Ja. A sem pošilil? Si. Pa sem pa tam poslal. Ja. The roar of silence je plata, The roaring silence of the Manfred Mann Earth's Band je bila pa en let pred predanje, čeprav najbolj še glih pisal, veš, radijsko. Ja, verjetno se mu je dobro zdel, ne? Pa res dobra verzija Springsteenove Blinded by the Light. Edini komad, s katerim je Springsteen prišel na number 1 Billboard Top 100. Okay. Svojim ni, mislim svojim izvedbami nikoli. Res ne? Ne. Pri Dancing in the Dark ga je... Tudi s to plato, ne? Z nobeno. Kva? Na singlih, mislim singlih. Pa tudi, ne vem, Born in the USA single. Kva? Ne, Prince. Pri Born in the USA je bil Prince, pri nekomu je bil Jackson, tako zmeraj... Pisa se ima hit par hitov. Ni imel srečo, res ni imel. Zmeraj ga je eden od... Pa se ima hit par hitov, pa jebote se od vseh teh 37,000. Ne. Vsi so bili neki Ingemari, Stenmarki. Križaj moment. Križaj moment, zgoz ga nekdo na te. Dobro, se zdi, takrat je bilo res velik. Mislim, se še zdaj tudi, no. Vsak let ga je en zličkov, tako. Vsakeč, ko je imel tega, zdaj pa bo, ne? Vedno je imel number 2 hit. Križaj. Kjer na tek. In približno tako pompozno je tudi tele naše junake naplavili na trdno obalo kot na plavino življenja, vesolja in sploh vsega. Onostranstvo. Ja. Ja, tako so si nekako predstavljali. Ja, tako. Da je to. Da je to, Zelen madež, ne. V angleščini mi je bolj všeč Green Blur. Green Blur je, ja. Green Blur mi je prav cool. Green Blur je bil res, pa. Pa mal je bil tak snobiš, mislim, je. Green Blur, tak je mal... Tako, ker naletiš na kelnarje v kakšni malo boljši restauraciji. Tako, sam je na nivoju, da se ne spušča na ta... Na nivoju, ampak ti da mal videti, da si ti mal... Ne. Mislim... Gospode kmete, ki se valjate po tleh, sam še vas čakamo. Točno to, A se lahko neha, lahko gremo naprej. Sej to ni štala, si je mislil. Tu, če si ne misliti, da s tonom glasu povedati, da ne. Je dal. Ja. Ampak fantje in dekle se pa še kar pobirajo, ne, oziroma celo zavest se pobira, oziroma tleska na svoje mesto in bla, 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 bla.
V bistvu se res sestavljajo. Sestavljajo se močno. Ja. In ugotovijo, da Ford predvideva, da, v bistvu, da so prišli pred vrata onostranstva. Vse so rekli. Ja, Vse piše, viš, je to onostranstvo in zdaj slova Artur Dent. Ja. V bistvu ugotavljajo, da une eksplozije ni šans, da bi jo preživeli. Ne? Ja, da so verjetno nekaj razpacani. Ja, še Trillian, astrofizičarka je rekla sam ne. Ni ene šanse. Tako da. Yep. Še posebej je pa prepričan Zaphod, kar neki grgra pa ne. V bistvu so oni čisto v neki svoji zgodbi noter, on bi pa rad le... Ja, dajmo to le malo pohitriti. Lahko saj pijačo naročimo, pa se pa vi sestavljate. Bom jaz skočil po pijačo, pa vi... Pa gremo naprej. To, da ob omembi pijače Zaphod ne trzne, ti pove, koliko so bili uritne. Malih je res dezorientiran. Oreh jih je žvajzen. Ja, so bili malo... Zaphod sicer to, da ego bo še zmer z trohico atomov modelane, da njega je zap, pa ne vem, pa bla, 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 ne, veš. Pa da se mu življenje odvrti pred očmi. Ja, in to se vsem, ne? Ful razlaga pa to, ne, pa... Ampak da se je njegov film pa dostikrat utrgal, ne. Ja. Ne, se tudi včasih film strga. Se zgodi tudi najboljši. To so te izgubljeni koščki spomina. To bomo v naslednjem podcastu, mislim v drugem podcastu. A bomo obujali trenutke, ki se jih ne spomnimo. Tako ja. A si predstavljaš ta podcast? To je pa elevator pitch. V čem imate vi bil podcast? O stvareh, ki se jih ne spomnimo. Narejen, stari. Jaz bi to poslušal. Jaz tudi. A veš, zmeri je kolektivni spomin, ki dela, ne? Ja, ne, se veš tisti, ki so včasih rekli, da je bila res dobra žurka, če se tem Ben ni upal poklicati en mesec. Je bilo vse malo tako škatljivo. Pizda, se je spomnim 14 dni nazaj. Dajmo Zaphod, kva prav? Ne več velik. Ležimo tu mrtvi. Stojimo, prav, Trillian. Ja. In Artur je prej v bistvu dojel, da so stvari. Prvo mu se je slika sestavljala. Da so v restauraciji. Ne. Ja, no, vidiš, to sem šel pa. Vidiš, Marmor. Si bil raziskal. 80 sežnjev dolg točilni pult je bil. Ne? Ja, sem šel tudi jaz. A si šel gledati, koliko je sežen, ne? Da je to 150 metrov dolg pult je bil v bistvu. Ne? Fak, jaz pa imam 73 metrov izračun. Ne, ker en sežen je 1,83 metra. Jaz sem dobil podatek, da je en sežen 3 čevlje, kar je malo manj kot meter. Drugač dolžinski je pa 1,82 Upam, da ni pol še veš, kaj še nautični vzihr. Ne, veš, imaš imperialnega, pa imaš... sem vedel, da je še nekaj, da je res. Da je. Tako da, in sem šel pol tudi gledat, kjer je, mislim, ker se mi je res zdel hud šank, no, ker bi ga z veseljem že 80 metrov šank je hud, če pa še toliko daljši je pa... Mislim, še 20 metrov daljši. Veš, ne, ampak zdaj 160. Sam da ti... 160. 160. Še enkrat daljši. Še enkrat daljši, je bela cesta. Ne, ampak sam tok, ne, da vam pa povem, ne, je pa The Beer Barrel Saloon v Ohio. Okay. We are fucking going, sem tom rekel. Koliko je dolg? 123,7 metra. Dolžina je pomembna, pa nekdo reče, kar če. Gremo, Ohio, to je dobro. Čeprav, no. Ne, gremo. In je najdaljši stoječi, mislim tak, da je... Šank. Fak, koliko mora biti to? 100, koliko? 123 metrov. 123 metrov. Pa kje to imajo, odzun ali kva? To ima halo. To moraš imeti halo, je Benti. Mora biti kar en od hudiča luka. Za salon je... Rabaš skor ponija, da priješ do enega konca na drugega. Šanka. Ne ponija, mislim, ne tega ponija. Goni poni na šmarno. Biciklo, da. Mislim, bi lahko poletne počitnice tam preživel. Ja, veš, si predstavljaš, če šank to, kaj še lepo ustaviš. Če si zadaš, da vsakem metru šanka enega spiješ, da ne gremo cel poletje dam. Sem res.
Jebeš Innsbruck, stari, kje gremo? Ne, čeprav jaz sem še rekel, v Belgiji imaš tudi en bar, ki imaš ne vem koliko perov. Dobro, to je bližje. Sej za to. Veš, ni treba Kate, pa zdaj pa ta, pa nismo cepljeni, nisi cepljeni, jaz baviš. Preden bomo mi... Ne, tam koliko pa je pa Jurija Pera v unem belgijskem, ne. A stari šank, mislim, salun, ki ima 150 metrski šank, valjda, da nima samo 2 perov. 120 metrski, ampak mislim, valjda, da nima, ne. Mislim, v boje je za pogled. No, Miller pa Bud Light. Preden gremo, je treba preveriti, ker drugače šus v kolendam. Tako, da prideš kaj, pa tole boje. Sploh pa telke lahko po štulu dobiš kuj, veš, po mojem prej kaper. Glede na to, da Slovenc verjetno sebe ustrelil. Sej to. Mislim, hvala Bogu, smo mi čez 21, ampak veš, ne? Jaz bi se, valjda, če sem rekel, vete, ko kolen pa gas. V glavnem, da ne bomo zdaj, tudi za drug, to je tudi za unta drug podcast, Šanki in Per in kje v Evropi / Ameriki lahko dobite. Na koncu dneva, kje so najvišji šanki. Ja, tako da ja. No, v glavnem, avtor se pa malo okrog lestencev zavrti, pa okrog barve, ne, to je spet ta del, ki je ponosen na svoje pisanje bil. In počne razlagati, da te malo goste opiše, oziroma vsaj 2. Tle je zanimivo to, da Artur v bistvu odgrne rob zavese in zagleda pusto in grozljivo pokrajino, vsivo, razbrazdano in pač tako, ob kateri bi ga v običajnih razmerah pri priči popadla groza. Sliši se res slušen, kada bi kaj tazga že videl, ampak dobro. Ja, sam mu zagrnil, ne pa zavesom. Po možni strežaj, ne. Uživanje, ne moreš uživati. Ja, to je tako, ko bi mal za oder. Ja, šel backstage, ne. Tam nikoli ni to lepo, kot se zdi v je mitično, veš pa. Je, ampak lepo pa ni. Ko je že še en naših velikih pisatelj, kaj že je Pečenka, teleča Pečenka. Gospod Bitic, to zdaj mi prihaja, veš, osnovna / srednja šola. Kaj pa nisi šel na primerjalno književnost? Ja, teleča Pečenka, vem, in on je hodil skozi na telečo Pečenka, ne spomnim se, kdo je napisal. In je bila mu najboljša teleča Pečenka ever, ampak pa enkrat je pa pogledal v kuhno, ne. Spomnim se. In ga je bila. Sam se ne spomnim. Mislim, da Bitič, teleča Pečenka, prav, se pravi, en od naših je. A in ga je pol minil? Ja, pol ga je videl tisi, je bilo, ni bilo fajn. Se pravi. Ni bila drama. Je pa res to, mislim, da po moja srednja šola. Moja primerjalna književnost. To se pravi že dolg nazaj. Ampak približen tolk je pa Zaphod rabu, ker zdaj se mu je pa začel svitati neki. A veš, zdaj pa neki... Pa tudi nekdo je hrano omenil, ne. Ta zeleni blur se je malo skristaliziral, pa tudi hrano omenil bolj. Zaphod je navdušen na tem. Tudi kaj več mu naredil, sam za omembo tega. Da jim je nekaj ušlo, ne? Da jim je nekaj ušlo, to ga je super važno. To ga je skibical, ne, kako se reče, ne. Čeprav je Artur hočel to svojo tujko dneva ufurati. Tako malke del boja. Svojo francoščino. Je le Angleša, veš. Kontrel. No, ampak Zaphod pa pol ugotovine, da pijača, ne, da jim je zeleni blur, zeleni zmazek, veš, a prej pa rekel nekaj drugega. Ne, zdaj se že počasi, zdaj se mečkaj počasi obliko dobiva. Debluriziral se je. In še enkrat omenil pijačo in ne, in Zaphod, tako, vse ti uide, če ne prestane, ne pazaš, ne. In pa še večera, ne, pa je bilo pa to. Tako, ja. Pa v bistvu ugotovijo, ne, ker zeleni zmazek ugotovi, mislim, jim pove, da gre očitno za časovno potovanje, ne, in so Zaphod, Ford in Trillian, vsi rečejo za časovno potovanje, Artur pa tava v temi, a to ni on. On je pa čisto si ga predstavljam, v šlafra, ko razumeš. Bez zmeden, bogere. A ne? A nismo zdaj, Veš, tle pa pol pove Douglas, da je natakar že skoraj izčrpal svoj mali vljudnosti natakarski repertoar, ne, in je grozilo, da bo zdrsnil v vlogo precej zapetega in vzvišenega malega natakarja. Ne. Veš,
popušča, kljub vsej svoje finoči. Vse veš, da si lahko vzgojen, ne? Ampak prej, slej pridejo tudi tovarniške nastavitve. Ker se ti lahko odpele, ne? Pa si lahko hodil, ne vem, na Iten ali kam že. Pa pač ne gre. No? Do ene maje gre, pa ne. Pa ne več, ja. To je očitno res, ja. In pol Arturju razloži, da ni to onostranstvo in da to nikakor ni to. In Artur, pol nismo mrtvi, ne. In pol, gospod je očitno živ, ne. Kako bi sicer skušal gospoda postreči. Še zmeraj, ampak ga prav vidi, ne, da mu, veš, uhajamo v spalte, ne. Ampak pol pa zaphod rež zadevo, ne, in se butne, si da ročne černe, pa v bistvu sam sebe pretepe in vzklikne od vesela in pravi, da so prišli v stopotje. A se to prav reče, stopotje? Ja, prav tako se reče. Stopotje. Milliways po angleško. Ja, Milliways. In da je to restauracija ob koncu vesolja. Ne. Tako da bi se mi mogli tudi malo butniti, ker smo končno prišli do... Ja, jaz sem lihkar butno do tole. Butno si, prav zi. On point. Čisto po nesreči, ampak... So tle v restauraciji ob koncu vesolja in Artur vpraša, kdaj se bo končalo. V nekaj minutah. Ne? Ja. Ta prvič, jaz nisem štekel, da gre za časovno enoto. Mislim, tudi, ko sem knjigo bral, ta prvič, moram priznati, da sem bil bolj, ne. Sem poštekal šele pol, ko prijazni zeleni zmazek razloži Artur. Ta prvič vedno mi je tle, to je, ni, a veš, sem mislil, da je vesolje tako, kot Horjul, pa tam ob Horjulu je neki, kaj je konc, ne, a veš, konc Horjula, pa konc vesolja, ne. Ja. Tako da, saj bo takrat se veliko stvari naučil. Tudi kolo. V bistvu tle se jim nek Groundhog Day dogaja, ne, v tej restauraciji. Skozi lupa se, ne, skozi se lupa. V bistvu je neskončen lup, mislim neskončen. Ja, ne, oni so v bistvu v tem, časovni zanki, časovnem bablu, nisem se mogel spomniti. Slovenski bubble, ampak ja. V mehurčku. Mehurčka se nisi mogel spomniti. Ja, ni, zdaj mi je možgak. Se ti ne moreš besede mehurček spomniti. Le, mogoče je zlorabljena, ne vem. Ja. Skratka. Si jo podlačil že v podzavest. Po mojem bil to, ja. Jaz tega ne bom uporabljal. Moja zavest je šla nekam, ja. Ja, oni so v tem mehurčku in tam se skozi lupa, ne. To se skozi dogaja. Ampak to je pa debata za naslednjo epizodo, po mojem bolj. Ja, definitivno. Zdaj moramo v bistvu sam povedati, da se je Zaphod spet zarežil do ušes in v bistvu pokupil večino šanka. Večino zaloga, ja. Pretrdo se je za šank, pa pokupil vse, kar je bilo. Lačen je že od ne vem, kdaj je že en pa tudi. Ne? Ja, že je lepo skozi. Ja, tako. Dean Martin vesolja. Ja. Tako da to je to, ne? Ja, to je to. Pečino obešalnik. Moramo povedati, odzivi iz Instagrama. Naš prvi podpornik Blaž je napisal, da v zadnje, ko smo imeli, pa v predzadnje smo imeli neke te, malo smo se o politiko spotikali, pa je napisal, da zadnje čase toliko o politiki govorite, da morate sam še vsakič nov džingl šmekati, pa se potem pol epizode pogovarjati, da je bil ta res najboljši. Ne, to je cilj na podcastu Metos možnega. Aha, okay. Ki imajo vsakič nov džingl za začetek pa za konc, ampak viš, to pa je RTV produkcija. Ne. Ja, pa oni, ki imajo reče, dej malo pogled noter, pa bla bla bla, pa bo ruknil. Ja. No, in pa sem napisal, da bomo nehali, pa sem tudi omenil, da ima LDGD itak najboljši politični džingl z naskokom, pa tudi prejšnji je bil najboljši, tako da pa Special Edition se Pengovski res posebej potrudi za skregulčki za nov let, tako da tle ne more zmagati. A ga lahko najavimo, da Pengovski za nas to šmeko, okay, a veš? Čak, se sem rekel politični. Bom jaz challenge accepted. Of course. Tako da Blaž, ne bomo več, oziroma
bomo, kadar nam bo pasal. Mogoče na umomen. Ja. Ne bomo več, mogoče pa na umomen. Mogoče pa na umomen. Zdaj, kukarko po mojem nič ne moramo obljubiti. Karkoli, v kjerokoli smer. Samo pa pol upravičilo, to se bo lahko. Ja, to pa se bomo. Ampak ne, sej je rekel, da ni to hudo pol, ampak da je ideja letela čez možgan, pa je bilo treba nekam odložiti. Lepo je odložil. Vsaka čast, Blaž. Pozdrave, Blaž. Tako. V stik lahko pa stopiš z nami tudi ti na družabnih omrežjih ali pa na mail hvala@zribe.com. Lahko pa prebereš tudi citat iz 15. poglavja 2. knjige. Številka naše brezplačne tajnice je še vedno 0599 688 685. Hvala za podporo na hvala@zribe.si. Vam želimo drago, stane in košta. Čestitamo, da si z nami do konca epizode. Z vami pa smo bili Aljo, Peli in Zi, in če ti ta podcast všeč, ga lahko deliš, oceniš ali podpreš. hvala@zribe.si. Hvala lepa. To je noro, stari. Live to tape. Narejen. To je bilo pa dobro zdaj. Tako dobro, da si še kar per prvošel. A tok? Pisa, jaz ga pa še No, imam, pa stari, dajmo. ne morem verjeti. Wow. To pa je ta To pa je, srednja vidiš, pot. Evo, vidiš, srednja pot. Vidiš, Daki, materializirano. Bistra je bila srednja pot.